Dobrodošli v Evropskem parlamentu. Danes z mano v studiu evropski poslanec gospod Franc Bogovič, s katerim bova govorila o slovenskem podeželju, o izzivih, s katerimi se sooča in o vlogi Evropskega parlamenta pri reševanju le-teh. Gospod Bogovič, jutri bo v Evropskem parlamentu dogodek, v katerem boste skupaj s poslanskimi kolegi govorili o zanimivih projektih, ki bi lahko pripomogli k razvoju podeželja, ne samo slovenskega, pač pa evropskega. Nam lahko na kratko poveste kaj več o tem dogodku? Ja. Najprej lep pozdrav vsem v Sloveniji. Dogodek organizirava skupaj s kolegom Tiborjem Šanjem, to je madžarski kolega poslanec, in osnovni namen dogodka je, kako na podeželje prinesti nove tehnologije. Gre za tako imenovane pametno podeželje, podobno kot gre za pametna mesta, ki so že tu korak naprej. In vesel sem, da se je najinemu povabilu odzval tako komisar za kmetijstvo Phil Hogan, komisarka za regionalni razvoj gospa Karina Cretu, kakor tudi generalni sekretar Copa Cogeca, ključne organizacije, ki je zadolžena za razvoj kmetijstva, zadružništva, in skupaj bomo še z ostalimi poslanci iz 5 političnih skupin ter tudi s posamezniki, ki imajo primere dobrih praks, na nek način zakoličili, kako na tem področju na podeželju narediti korak naprej. Sliši se, da bo dogodek zanimiv. Zdaj pa mogoče, če lahko delite z gledalci, kje vi sicer vidite glavne izzive za razvoj podeželja in kje ga vidite, torej mogoče v prihodnjih desetletjih, kako lahko podeželje drži korak s časom in razvojem v mestih? Osnovni namen je, da podeželje zopet ne postane talka tehnološkega napredka. Prihajajo nove tehnologije in prvo, kar je nujno potrebno, je zgraditi dostop do teh telekomunikacijskih tehnologij na samem podeželju in izkoristiti prednosti teh tehnologij. Tako je na eni strani že najprej govora o tem, kako kmetje pametno kmetujejo. Imamo stroje, ki jih spremljajo radarji, ki jih spremljajo, ne vem, če hočete, droni, ki pregledujejo že, kakšno je stanje poljščin na njivi. Imamo robote za molžo mleka. Se pravi, prva stvar je, da imajo sami kmetje v svoji praksi, v svojih operacijah na kmetijah to tehnologijo prisotno. Drugo, kar je zelo pomembno, so pa nove priložnosti, ki se pojavljajo na primer preko trgovanja kmetijskih izdelkov, preko teh tako imenovanih platform, kjer se povežeta med sabo kupec, prodajalec, tako da se izognemo pa s tem cene trgovskih verig. Na drugi strani pomembna mobilnost na podeželju. Imamo primere, kako se lahko deli avtomobile, kako lahko na primer tudi infrastrukturo, ki danes avtomobili, na primer, ki stojijo ob šolah, vključimo v prevoz na podeželju. Gre za to, da mladim na podeželjem in pa tudi seveda starejši populaciji ustvarimo nove priložnosti, nove izzive, hkrati pa to podeželje ohranimo zanimivo za bivanje. Kajti v preteklosti se je precej ljudi izselili iz tega področja. Prihajajo novi trendi na področju turizma. Poznamo Airbnb platformo, kjer se lahko tudi kmetije tržijo širom po svetu. Tako da teh priložnosti je ogromno in ključna naloga tudi tega dogodka je, da nanje opozorimo, da znotraj kmetijske politike in pa tudi politike razvoja podeželja zagotovimo potrebna sredstva in da se na nek način s tem čim širšem krogu začnemo tudi ukvarjati. Temu dogodku, ki ga imamo sedaj v Evropskem parlamentu, sledi 12. maja nov dogodek v Sloveniji, v Šaleški dolini, kjer bova skupaj s komisarko Bulčevo iz Slovenije in pa z ostalimi iz tega področja zopet spregovorila ravno o tem takrat na slovenskih tleh. No, to bomo spremljali z zanimanjem in s tem se bova, gospod poslanec, vseh, ki so naju danes spremljali, tudi poslovila. Z vami je bil evropski poslanec gospod Franc Bogovič, jaz sem Marta Osojnik, želim vam lep dan. Lep dan vsem tudi z moje strani.